Danes je v bistvu prvič se v času uradne kampanje tudi gibanje predstavlja v bistvu svoje aktivnosti, tako da bomo probali biti čim krajši. Najprej bom ponovil tisto, kar smo že večkrat ponovili, zakaj nasprotujemo, tiste glavne točke, zakaj nasprotujemo zakonu o malem delu. Verjetno nas že poznate na pamet, tisto, kar cel čas govorimo. Zakon je spisan brez dialoga, spisan je za tri popolnoma različne nezdružljive skupine, za upokojence, za brezposelne ter za mlade v procesu šolanja, kar je seveda nedopustno. Te tri skupine nimajo popolnoma urejenega socialnega statusa, tako kot to večkrat zatrdijo na ministrstvu. Če pogledamo po posameznih skupinah, mladi recimo samo 23% študentov prejema štipendijo, ki je povprečno visoka 173 evrov. Veliko študentov ostane brez študentskega doma, tako da to vsekakor ni urejen socialni položaj. Če vemo, da je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve dalo podatek ven, da je za dostojno življenje potrebno 562 evrov. Se pravi, teh področij nimamo urejenih. Kljub temu, da ministrstvo večkrat pove, da nov zakon o štipendiranju to vse ureja, temu ni povsem tako. Ministrstvo namreč pozabi omeniti, da bomo 16.000 dijakom štipendije ukinili, da ostanejo brez teh štipendij. Ministrstvo tudi ne pove, kaj vse bo štelo v cenzuse za te štipendije. V te cenzuse bo štela tudi nepremičnine, v te cenzuse bo štelo tudi malo delo oziroma študentsko delo ter vsi ostali socialni transferi. Štipendije pa so zgolj zadnji socialni transfer, ki ga mladi dobijo. Tako da tukaj je še preveč čejev, da v bistvu sploh podelimo te štipendije. Ne smemo pozabiti niti to, da kadrovske štipendije ostajajo nepodeljene že nekaj let. Lansko leto je bilo nepodeljenih za več kot 40 milijonov evrov kadrovskih štipendij. Vlada pa pravi, da bo v bistvu z politiko štipendij tudi preko malega dela povečala zanimanje za deficitarne poklice. Vse skupaj je malce kontradiktorno. Če gremo na brezposelne, v Sloveniji imamo samo 27% brezposelnih, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti. Seveda to po večini niso mladi, zato ker mladi niso prej vplačevali v sklad in ostanejo brez tega denarnega nadomestila, tako da pač tudi vlada večkrat zavaja, da imajo urejene statuse, pa temu ni tako. Tudi preko malega dela mladi brezposelni ne bodo imeli pravega stika z delodajalcem, ki bi jih kasneje zaposlil, ampak bodo v bistvu dolgoročno ostali mali delavci, zato ker bo ponudba malega dela se razrasla, več malih delavcev bo in na ta način se ne bodo odpirala nova delovna mesta. Kar se tiče pokojnin, bi samo dodal, da kar 23,5% upokojencev prejema manj kot 500 evrov pokojnine, se pravi precej manj, kot je to določilo ministrstvo. To so glavni problemi, se pravi neurejeni socialni statusi treh različnih skupin in popolnoma različna izhodišča teh treh skupin v zakonu o malem delu. Zakon o malem delu v bistvu uzakonja delo, kjer ni nikakršnih pravic, ni regresa, ni bolniške, ni malice, ni prevoza na delo in ni odpravnin, verjetno sem pozabil še porodniško, tako da vsekakor to ni neka oblika dela, ki bi dolgoročno zagotovila komu kakšno socialno blaginjo. In kaj bi še tukaj dodal? Uzakonjen je maksimalen možen zaslužek, kar pomeni neko tlačansko obliko dela, kjer ti država pove, koliko lahko zaslužiš, več pa seveda ne gre. Sami smo zdaj v teh dneh bili veliko na terenu, v raznih krajih po Sloveniji. Sprašvali smo po podjetjih, koliko plačujejo danes študente preko študentskega dela. V manjših krajih v Sloveniji se ta izplačila gibljajo med 3 in 4 evre. Ti delodajalci v manjših krajih teh urnih postavk ne bodo dvignali in če preračunamo, koliko to znese, je to maksimalno 2500 evrov neto ob urnih postavkah, ki jih poznamo danes in omejitvi 720 ur.
To je dejansko, če preračunamo na 365 dni v letu, dovoljuje zakon 7 evrov dnevnega zaslužka, maksimalno. To vsekakor ni oblika, ki bi mladim dala odskočno desko za kasnejši trg dela in ni prava pot. Menimo, da bi posamezne skupine, se pravi brezposelne upokojence in študente oziroma dijake, lahko rešili na veliko boljše načine, z veliko boljšimi zakoni, ki ne bi trpali vseh v en zakon in bi dejansko našli rešitve skupaj z socialnimi partnerji. Seveda, če bi bil na drugi strani za to tudi posluh. Zdaj pa gremo najprej na našo kampanjo. Verjetno ste že zasledili, da zaenkrat nismo bili kaj preveč opazni. Kampanje smo se lotili na način, da obiskujemo kraje po Sloveniji. Imeli smo že okrog 10 okroglih miz po raznih krajih. V prihodnjih dneh nas čaka še nekaj več kot 20 okroglih miz povsod. Druga zadeva, ki se jo poslužujemo, so plakati, ki jih vidite za mano. Plakati bodo viseli na vseh brezplačnih plakatnih mestih, ki jih občine morajo zagotoviti po zakonu. Se pravi, trenutno urejamo to logistiko. In tretja zadeva, ki smo se jo lotili kar precej intenzivno, je seveda splet. Mladi in vsi, ki splet uporabljajo, tako da tudi na spletu, ki je praktično najcenejša oblika promocije, smo pošteno zavihali rokave. Zaenkrat smo za potrebe referendumske kampanje zapravili nekaj manj kot 5600 evrov, tako da to so zaenkrat stroški, ki smo jih imeli z referendumsko kampanjo. Odprli smo referendumski račun, seveda, za razliko od Urada Vlade za komuniciranje, ki tega ni naredil in je dal poseben konto. In to je zaenkrat, kar se tiče naše kampanje. Več delamo na terenu, regionalno, lokalno, ker je potrebno med ljudi in se z njimi pogovarjati, kaj dejansko tak zakon prinaša za njih in če se dolgoročno prepoznajo kot malega delavca. Če gremo naprej, v vabilu smo tudi napisali, da želimo pokazati zavajajoče izjave gospoda Svetlika. To gradivo, ki tu spredaj na stolih, si ga lahko seveda vzamete, kaže na dve dejstvi. Namreč gospod Svetlik je začel kampanjo z izjavo, da malo delo prinaša 10 000 novih delovnih mest. 11.3. je bila, to je začetek, prvi dan kampanje, je bila na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije objavljena novica, ki smo vam jo tudi sprintali in vam jo dali zraven, da si jo sami preverite na spletni strani Gospodarske zbornice. V zadnjem stavku so napisali, da zakon o malem delu ne bo vplival na povečanje števila zaposlitev, odpira le drugačne oblike dela in nove izvajalce. Če Gospodarska zbornica ne bo zaposlovala in če javna uprava ne bo zaposlovala, kar smo tudi slišali, odkje potem gospodu Svetliku številka 10 000 novih delovnih mest. To je sigurno zavajajoča trditev, če vemo, da ni bilo za zakon o malem delu narejenih popolnoma nikakršnih presoj, kaj bo zakon prinesel. Odkje lahko minister trdi, da bo 10 000 delovnih mest, če jih gospodarstvo, Gospodarska zbornica in javna uprava ne bosta delali. To je ena zadeva. Naslednje, kar bi želeli izpostaviti, smo vam pripravili dva praktična primera, pa bi najprej primer učitelja. Učitelj, mlad diplomant, ki se je izšolal recimo za profesorja francoščine in španščine. Danes taki učitelji delajo na več šolah preko pogodb, ker enostavno, ne vem, gre za drugi ali tretji tuji jezik in en razred, ki ga učiš 2 ure na teden, ima po programu 64 ur letno. Vkolikor tak učitelj lahko uči maksimalno 7 razredov, da pride v to kvoto 720 ur oziroma 448 ur, ker moramo vedeti, da ta učitelj tudi ne more delati več kot 14 ur tedensko. Želimo povedati, da dober ravnatelj, ki bo seveda ravnal kot menedžer, bo nižal stroške. In če bo nižal stroške, se bo poslužil najbolj fleksibilne oblike dela. Malo delo bo predstavljalo, vkolikor bi bil zakon sprejet, najbolj fleksibilno obliko dela, ker lahko delavca danes najameš in ga jutri odpustiš.
In kdo zagotavlja tem mladim diplomantom, jezikoslovcem, da ne bojo ravnatelji ravnali kot dobri menedžeri in najeli mladega diplomanta preko malega dela. Se pravi, niti približno ne bo mogel dobiti dela za redno delovno razmerje, kar se danes že dogaja, še več tudi za določen čas bo težko dobil delo, zato ker ga bo dober menedžer vzel preko malega dela. To je prvi primer. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da tudi sami ljudje, ki danes delajo, opravljajo tako delo, prispevajo svoje mnenje na to, kaj se z njimi lahko zgodi. In drugi primer, ki ga boste tu zbrani, predvsem novinarji, verjetno zelo dobro poznali. Naredili smo primer, hipotetičen primer medijske hiše, ker ne želimo izpostavljati nobene medijske hiše. Kakšno stanje je danes? V velikih medijskih hišah so novinarji zaposleni za določen čas. Ostali, ki delajo v medijskih hišah, so dobili ali že delajo preko SP-jev, ogromno SP-izacije se nam pojavlja in tudi veliko študentov dela pri teh medijskih hišah. Ministrstvo trdi, da preko malega dela to ne bo več mogoče, ker že recimo študentje ne bojo mogli več delati. Preko malega dela ne bo več tega obsega. Že prvič, problem je ta, da se medijske hiše, in to je zgolj en primer, lahko gremo tudi na kako drugo branžo, ampak ta se mi zdi, da jo najbolj tu zbrani poznamo, lahko se nam zgodi, da bodo v bistvu medijske hiše še naprej nadaljevali trend SP-izacije, kot se danes že dogaja. Po malem delu, recimo primer, podjetje, ki ima 31 zaposlenih, lahko zaposli 6 malih delavcev, vsak SP pa lahko doda še enega malega delavca. Se pravi, to so stranpoti, ki jih bodo delodajalci sigurno našli. In to je resen problem. Lahko piše nekaj v zakonu, vsi pa vemo, da delodajalci že danes izkoriščajo študentsko delo, zato ker so našli možnosti, kako ga izkoristiti. In enako se nam bo dogajalo z malim delom. Govorim hipotetično, vkolikor bi delodajalci spoštovali zakon in ne bi delal nihče na črno. Sami veste, kakšno je delo novinarja in kako bo en inšpektor nadzoroval, kdaj novinar dela, od 9 do 10. In podobno gre za obrtniške poklice. Nekdo, ki dela, ne vem, polaga ploščice, občasno pomaga tistemu, ko je občasno delo potrebno, tega delovni inšpektor ne more nadzorovati, ker polaga ploščice v privat stanovanju, v katerega inšpektor brez sodnega naloga nima vstopa. In delo na črno, trditi, da delo na črno preko malega dela s tem v bistvu preprečujemo s tem zakonom, je zopet precejšnje zavajanje. Ob dejstvu, da imamo v Sloveniji nekaj manj kot 100 inšpektorjev, ki nadzirajo celotno področje trga dela in da že danes ne ugotovijo kršitev, praktično pa vemo, da se dogajajo, je zavajajoča trditev. Tako da to sta dva čist tipična primera. Takih primerov je lahko seveda še ogromno. Jaz sem želel zgolj opozoriti, da se to lahko zgodi. Sami se bomo v nadaljevanju kampanje predvsem osredotočili na takšne primere in na vsebinska dejstva. Ne bomo se osredotočali tako kot naši nasprotniki na teme, ki nimajo nikakršne veze z zakonom o malem delu in na ta način želijo preusmeriti pozornost na druga področja, ker nimajo argumentov za takšen slab zakon. Na tem mestu bi pa jaz v bistvu zaključil, tako da če je še kakšno vprašanje, z veseljem odgovorimo.